Lanskega novembra smo objavili poročilo z prve vožnje tega modela in moji takratni občutki so bili zbrani na podlagi druženja nekaj ur s tem avtomobilom, pa seveda na podlagi intervjujev. No in tista zgodba je bila kar precej pozitivna. In že takrat sem povedal, da verjetno prav daljši preizkus tudi ne bo pokazal ničesa drugačnega. In ja, res je tako. Ampak s tem avtomobilom je namreč kar en velik, zelo očiten križ. Namreč ustnice marsikatere slovenske družine so se najprej ob pogledu na ta avtomobil usločile v velik, navdušujoč U. Nato pa so se ustnice močno povesile. Ker avto je drag, predrag. Ne bomo rekli, da je predrag glede na ponudbo, ki nam jo daje, ampak predrag je glede na razmere, v kakršnih danes živimo. In ja, avtomobil res daje marsikateri slovenski družini tisto, kar so nekoč dobile v šaranu. Ampak to ni povprečna slovenska družina. Seveda ostaja problem, da povprečni slovenski družini z več otroki tudi konkurenčni tako veliki kombi ali pa enoprostorci niso več dosegljivi, ker cene so se dvignile v višave, v pretirane višave. Ampak vendarle predlagam, da ustnice spet zavihamo v tisti veliki pozitivni U in pogledamo, kaj zdaj pri tem multivanu v praksi prinesejo te sedeži, ki so bistveno lažji, kot so bili doslej in jih je bistveno lažje prerazporejati po prostoru. In ja, da pogledamo, kakšno koristi nam prinaša vlečna kljuka, ki je skrita tukaj pod zadek avtomobila, pa kakšne koristi nam ponuja ta 1 kvadratni meter velika steklena streha. In predlagam, da preverimo, ali je ta hibridni pogonski sklop, ki temelji na komaj 1,4 litrskem benzinskem turbomotorju, kos avanturističnim potrebam slovenskih družin. Ampak ni vse zlato, kar ponuja tale avtomobil, vendarle pa česa posebej dramatičnega ne pričakujte pri tem avtomobilu. Predlagam pa, da ta avtomobil testiramo tako, kot recimo veleva marketing, v stilu aktivnih družin. In ja, te aktivne družine vikende ponavadi ne marajo preždeti doma na kavču, ampak grejo na pot, grejo vandrat. Torej, gremo vandrat. Koliko sedežev bo imel vaš multivan, je stvar odločitve in s to odločitvijo vas bodo soočili že kar ob nakupu. No, mi predlagamo, da izberete kar največ sedežev, se pravi 2 plus 3 plus 3, ker boste tako imeli največ možnosti za prilagajanje pozneje pri uporabi tega multivana. No, ta naš konkretni multivan ima 6 sedežev, se pravi 2, 2, 2. No, z mojo družino smo jih redno zapolnili 5 sedežev, ampak tudi tisti 6. sedež je bil redno zapolnjen. Pravzaprav so se kandidati za tisti 6. sedež kar nekako grebli. Zelo očitno pri tem multivanu pa je predvsem to, da to ni več samo kombi, ki prepelje, kar se da veliko število potnikov, ampak predvsem, da udobno prepelje veliko število potnikov. Primer recimo za našo 5-člansko družino bi bila recimo kombinacija sedežev 2 spredaj in 3 tukaj v sredini. To bi pomenilo, da gremo lahko na dopust z res ogromnim prtljažnim prostorom. In ko smo že pri prtljažnem prostoru, pridite zadaj. Že na klasičnem enodnevnem izletu v hribe bo imela 6 potnikov komaj da zadost prtljažnega prostora. Namreč prtljažnika je potem za komaj dolžino enega gojzarja. Zato predlagamo, da izberete podaljšanega, daljšega multivana. Stalo bo 1500 evrov doplačila, ampak mislimo, da je to doplačilo zelo vredno vašega denarja. No, kombi sem preizkusil tudi v solo verziji, se pravi, da sem bil v njem samo jaz voznik, no tukaj med sedeže pa sem namestil moje kolo in zlahka napišemo kljukico za tako početje. Predlagam pa, da se odločite rajši za pravo kljuko, za tako vlečno kljuko, ki stane doplačilo slabih tisočaka, ampak menimo, da je vredno predvsem
če boste z multivanom tovorili vaša kolesa. Namreč ta prtljažna vrata so zelo, zelo težke. Preizkusil sem, če bi lahko sem namestil tisti nosilec za na prtljažna vrata, ampak predstavljajte si sem zadaj ta električna vrata obremeniti še z dobrimi 40 kg za kolesa. Ne, jaz mislim, da bo ta elektrika imela preveč težav s kolesi. Še ena pikalovska glede teh prtljažnih vrat. Namreč voznik jih lahko odpre iz voznikovega položaja, lahko jih odprete tudi recimo na ključu, ampak ne morete pa jih zapreti iz voznikovega položaja. Lahko jih zaprete samo s tem stikalom tukaj na teh prtljažnih vratih in to je pomanjkljivost. Predvsem takrat v tistih primerih, ko gre iz prtljažnika vzeti kakšen otrok svoj mali nahrbtnik. Takrat tega stikala ne bo dosegal. Dve pikalovski pomanjkljivosti pa imam za vas, kar se tiče teh sedežev. Ta prva zadeva predvsem tiste dolge noge. Namreč, če se tukaj spredaj preveč razkomotijo, bosta ta dva zadnja potnika ne imela kam pospraviti svojih nog. Ta avtomobil nima najbolj uporabnih odlagališč, premajhna so, vanj lahko spravimo samo kakšne takšne drobnarije. No, druga pikalovska pomanjkljivost pa me je kar malce zabavala. Namreč, treba je razmisliti, kaj boš z odpadki, ki si jih prej pospravil v ta stranske predale v teh vratih. Namreč, potem, ko se pač parkiraš, je do teh odpadkov kar težko prideti. Zaradi tega, ker so pač skrite tukaj vmes med vrati. In zdaj sem vam pokazal tudi to, zakaj je dobro imeti ta drsna vrata. Namreč zato, ker ta drsna vrata imajo blokado. Se pravi, če zaznajo, da je nekdo tukaj vmes med vrati, se pač preprosto ne zaprejo. In vsi starši, ki imate svoje otroke, dobro veste, da je to bistveno boljša rešitev, kot pa imeti klasična analogna mehanska vrata. No, ko smo že pri odlagališčih, na voljo je recimo takšna mizica, lahko jo postavljamo kjerkoli po tem prostoru. Na voljo je za 680 €, ampak roka na srce, mi glede te mizice menimo, da je to predvsem še ena stvar, ki jo lahko polomite. In ko smo že pri tem, kaj lahko polomimo v tem avtomobilu, to je še ena zadevca. Tale mizica, moji sopotniki so rekli, da ni tako zelo uporabna. Predvsem pa moj 5-letni sin je konstantno pozabljal stiskati tole stikalo in tole mizico bi skoraj polomil. No, v konfiguratorju ne pozabite izbrati sistema Travel Assist. Namreč Volkswagen je na področju asistenčnih sistemov prva liga. Ne pozabite izbrati tudi matričnih žarometov. Zelo nas je navdušil tudi zvočni sistem. Harman Kardon, odličen zvok. Pa še ena stvar, strešno okno. To panoramsko strešno okno je res veliko, ampak žal ni senčil. In zdaj v tem vročih poletnih dneh, ja, mi smo pogrešali senčila. Najpomembnejša odločitev pa je seveda odločitev glede pogona tega multivana. Če se veliko vozite po avtocestah na daljše razdalje, potem bo verjetno res najbolj varna, najbolj optimalna, pa tudi najcenejša izbira dizelskega motorja. Zdaj, če se veliko vozite na kratke razdalje po mestu, potem bo bencinski multivan, ki stane tisočaka več kot pa dizel, dobra izbira. Predvidevamo, da tudi bistveno više porabe od dizelskega multivana ne morete pričakovati. Ampak, če pa imate veliko teh kratkih voženj po mestu, potem je zelo smotrno, da razmislite o takšnem hibridnem multivanu. Priključno hibridnem multivanu. Zato, ker to pomeni, da se boste veliko časa lahko vozili kar potiho na elektriko. In ja, ne gre se slepiti, baterija v tem multivanu je za klasično uporabo premajhna. Seveda izhaja iz tega, da so to baterijo preprosto v skupini Volkswagen imeli na razpolago in so pač vgradili tudi v ta multivan. In velikost te baterije je seveda izhajala iz tistih nekih starih analiz, ki so pač dokazovali, da se ljudje v Evropi pravzaprav dnevno ne vozimo prav na velike razdalje. Ampak seveda, baterija je premajhna, ker govorimo o velikem kombiju. In zdaj, koliko je ta baterija velika? No,
po mestu, po ravninskih odsekih se boste verjetno zmogli voziti 50 km v teh poletnih dni samo na elektriko. Ampak, če se boste pa vozili po kakšnih bolj razgibanih terenih, potem bo ta baterija bistveno prej se spraznila. Dam vam primer. Od doma sem se z popolnoma napolnjenim multivanom odpravil do 22 km oddaljenega jezerca v bližnjih hribih. In tja sem se pripeljal na eko način s popolnoma praznim multivanom. Ampak potem sem pri tem jezercu v času našega kopanja avtomobil uspel napolniti za 5 kW, dobrih 5 kWh v uri in pol. In to je zadostovalo, da smo se potem dol po klancu spustili in domov pripeljali spet popolnoma na elektriko. Seveda s kombinacijo tistega, kar smo napolnili na javni polnilnici in pa seveda s pomočjo rekuperacije. Ampak navdušil je tudi z vožnjo v hibridnem načinu, se pravi, takrat, ko smo imeli v osnovi prazno baterijo in je avtomobil lahko izkoriščal samo tisto elektriko, ki jo je nabral sproti med vožnjo. In glede nabiranja te sprotne električne energije je ta avtomobil kar precej učinkovit. V enem primeru smo se potem v tem hibridnem načinu vozili kar 80% samo na elektriko. Se pravi, 80% vožnje je uspel peljati na elektriko samo s to sprotno energijo. Ampak seveda, ko boste šli potem pa s tem avtomobilom na avtocesto in boste seveda to baterijo zelo hitro porabili, potem pa bo poraba bencina zelo visoka. Primer, Ljubljana, Slovenska obala, 10 litrov na 100 km. No, upamo, da vam bodo vsi ti naši podatki koristili pri vašem kalkuliranju, kateri multivan je najbolj primeren za vaše mobilnostne navade. Ampak seveda, na koncu boste še vedno ugotovili, da ta avtomobil je drag. In pri tem seveda ne pomaga to, da boste na koncu ugotovili, da relativno ponudi zelo veliko za nekaj več dodatnega denarja, zelo veliko moderne tehnike, ki je recimo pri cenejših, bolj dostopnih kombih ne dobite. In tudi ne bo pomagalo, da boste ugotovili, da so se tudi tisti cenejši, manj tehnično prepričljivi kombiji zelo podražili. Žal bomo morali še enkrat ugotoviti, da živimo v časih, ko so avtomobili na splošno predragi.